Kakšna pa so dejstva o spolni zlorabi? Žrtve spolne zlorabe so deklice in dečki vseh starosti, tudi majhni otroci in dojenčki. Storilca spolne zlorabe ne pritegne spolna privlačnost. Otroci so žrtve zlorabe v vsakovrstnih družinah, tako v bogatih in revnih, velikih in majhnih, izobraženih in neizobraženih. Storilci in storilke spolne zlorabe so najpogosteje odrasli, ki jih otrok pozna, so otroku blizu, na primer osebe iz otrokove družine, sorodstva, vrtca, šole ali soseske. Ustvarijo in izkoristijo priložnosti za svoje početje. Smutno je prepričanje, da bi otrok o spolni zlorabi zagotovo povedal. Otroci ne smejo, ne upajo ali ne zmorejo povedati o spolni zlorabi. Zato veliko otrok o izkušnjah spolne zlorabe ne pove nikomur. Otroci o spolni zlorabi izjemno redko lažejo. Ker je storilec ali storilka pogosto oseba, ki otrok zaupa in ki zlahka uredi, da je sama z otrokom, se spolna zloraba običajno ponavlja in lahko traja tudi več let. Spolna zloraba otroka je redkeje povezana s fizičnim nasiljem, prisilo. Oseba, ki spolno zlorabi oziroma zlorablja otroka, ustvari in zlorabi zaupen odnos z otrokom. Poslužuje se lahko tudi manipulacij in obljub. Odrasli se na sum oziroma razkritje spolne zlorabe pogosto odzovejo z zanikanjem. Kadar odrasli izvedo za spolno zlorabo in se nanjo ne odzovejo tako, da otroka nemudoma ustrezno zaščitijo, to za otroka pomeni dodatno travmatizacijo. Otrok bo bolj varen, če bo pripravljen na možne ogrožajoče situacije, če bo imel informacije in veščine, kako se v takšnih situacijah lahko znajde, se primerno odzove, poišče pomoč.